trenutno izvajamo prvobolonjski program računovodstva, pri čemer je poudarek na tako imenovanem poslovodnem računovodstvu, ki je kombinacija poslovnih financ, menedžmenta in klasičnega računovodstva. V načrtu imamo v jeseni štartati še kot partner pri programu finančne storitve. To je drugostopenj bolonjski program skupaj z mariborskim ECM, to je Evropski center Maribor. Prav tako pa pripravljamo novi program, to je program forenzike, prav tako drugostopenj program. Diplomirani ekonomista daje prva bolonjska stopnja, to je prvo naveden program odprej. Prednost je praksa. Izključno smo usmerjeni v prakso, se pravi, da to gre za strokovni visokošolski program, pri katerem se izpostavlja pridobitev kompetenc, ki omogočajo neposredno delo takoj po končanem študiju. Vsa vrata so odprta, že preomenjeni magistrski programi oziroma drugostopni bolonjski programi. Zraven tega bilo kje drugot lahko se vpiše na drugo stopnjo oziroma magistrske programe, to je bolonjska druga stopnja. A je to na kakršni drugi fakulteti, seveda mora biti vsebinsko sorodno. Izpostavljamo pa profesionalne prednosti, to je usposobljeno za delo bilo kje v računovodstvu, v financah, tudi za vodenje manjših podjetij. Lahko strokovno se lahko izpopolnjuje na različnih izpopolnjevalnih programih. Enega od teh, zelo kakovostnega, izvajamo na visoki šoli, to je program certificiranega poslovodnega računovodje, ki je povzetek ali posnetek v nekem smislu najkakovostnejšega, v svetovnem merilu najkakovostnejšega menedžerskega programa CIMA. Na visoko šolo so pogoji enaki, zapiše se lahko enako kot na druge visoke šole. Tisti, ki je končal srednjo šolo, ima maturo ali poklicno ali gimnazijo ali pa kaj podobnega. Seveda so pa vrata odprta tudi diplomantom višjih šol, diplomantom visokih šol. Glede na sorodnost študija z našim programom se določijo manjkajoče obveznosti. Majhne skupine so naša velika prednost. Marsikdo reče, ja, majhen vpis, majhne skupine, vendar tudi, če bi bil vpis izjemno visok, bi morali deliti na veliko oddelkov, kajti delo, praktično delo v velikih skupinah je nemogoče. In velika prednost visoke šole za računovodstvo je prav delo v majhnih skupinah in pa neposreden kontakt s praktiki. Učitelji so praktiki, ki dnevno delajo to, kar učijo. Že omenjeno praktiki, to so računovodje, revizorji, davčni svetovalci, finančni direktorji, odvetniki, specialisti, računalničarji in tako naprej. Vsak pač uči vsebino, ki jo vsakodnevno izvaja. Izjema je mogoče, ker imamo klasične univerzitetne učitelje, je matematika in pa mogoče, če omenim, še jeziki. Šola v bistvu sestavina gospodarstva. Ustanovitelji zavoda je gospodarstvo, so podjetja. Tako da sodelovanje je neposredno preko učiteljev, ki izhajajo tudi iz gospodarstva, kakor tudi preko izvajanja različnih projektov, ki jih učitelji skupaj s študenti izvajamo v podjetjih.